Halo, dober dan. Bomo začeli počas. Lepo, da vas je toliko prišlo, ne vem, je bolj popularen srednji vek ali profesorca Gaber, upam, da oboje. Evo, jaz sem zelo počaščen, da me je moja bivša profesorica povabila, da skupaj predstaviva to res izjemno knjigo. Lepo je biti na drugi strani spraševanja za razliko, ne? Najprej eno lahko vprašanje. Kako ste? How are you? To je to. How are you? Zelo v redu, odlično. Je treme? Ja. Ok. Začneva z vsebino, lahko, prosim. Če začneva čisto na začetku, ne? Zakaj srednji vek, kako razumemo srednji vek, je res tako dark ages, je res tako temen, mračen, kako ga vi doživljate? Srednji vek je zagotovo vsaj tako mračen, kot je današnji vek. Meni je bil vedno blizu, ampak mislim, da ni tako zelo drugačen od današnjega časa. Takrat so bile vojne, takrat so se ljudje bali za svoj dom, bila je lakota, bilo je obilje vsega. In enako je zdaj, enako je bilo, so bili nepismeni alfabeti, tako kot so zdaj, če pogledamo, mamice čvekajo. In imamo izobražence, tako da kaj dosti se ni spremenilo, spremenila se je seveda medicina, spremenila se je literatura in spremenil se je pogled na svet morda. In tisti svet, pogled na ta svet je meni zelo blizu, kajti že od malega sem imela zelo rada pravljice in potem še več pravljic in potem Ivanhoe in tako naprej, tako da sem ostala nekje v srednjem veku in želim biti frauve, do tega bova še prišla in mislim, da mi to uspeva. Pa če greva zdaj mogoče k vsebini, ne, Minezang, mogoče kakšno besedo rečeva, kaj sploh je Minezang, ne? Minezang. Minezang, pardon, najlepša, sem že tam, bivša profesorica. V bistvu najlažja, bom rekel, splošno, kolokvialno, to je pa neka nemška trubadurska zadeva, ne? Pa je to res tako, kje so razlike, kakšne so razlike? Vsi tisti, ki so bili publikum že prej, so slišali zelo lepo razlago Borisa Anovaka, ki je lepo povedal, kaj je to Minezang, da to ni trubadurska lirika, da je sicer v marsičem zelo podobna. Veliko stvari je pa drugačnih. Prvič je jezik drugačen. Trubadurska lirika je provancalščina, imamo druge jezike, tukaj imamo srednje visoko nemščino. Potem je drugačno področje, kjer je to. Trubadurska književnost, francoska, tukaj rimsko-nemško cesarstvo. Potem je drugačno tudi kulturološko ozadje in kulturno ozadje. Francozi so imeli kralje, tukaj so imeli rimsko-nemške cesarje, pa še papež, ki je bil nekje zraven, ki so ga morali vedno tudi kritizirati. Potem so oblike nekatere podobne, nekatere so samo nemške. Imamo v tej minezangerski liriki, srednje visoko nemški liriki, imamo naprimer Laich, izhaja iz sekvence, ki je zelo poseben za nemško poezijo, pogosto pleta tudi Marijo, eno Marijo imamo, ne več Marij imamo tukaj. Ja. Tako da veliko je podobnosti, veliko je pa tudi razlik. Potem je pa mogoče še ena taka razlika, da je ta nemški Minezang mečken zanikom, čeprav smo navajeni, da so Nemci vedno neki prvi, a ne? Tukaj so bili pa Francozi pred njimi in tega in po moje nikoli niso zamerali. In to se vidi tudi kasneje, ko so se v kakšnih pesmih, pesem je bila takrat neke vrste Twitter, nek francoski pesnik Vidal je nekaj očital Nemcem, kako je njihov jezik, tako kot če bi psi lajali, pa so Nemci odvrnili v pesmi. Sicer to ni šlo tako hitro kot Twitter, ne? Ampak v bistvu poezija ni enaka. Ima pa enake elemente in bistveni element te poezije je ljubezen. No, zdaj, ko ste omenili ljubezen, ravno to je, kakšna je srednjeveška ljubezen v primerjavi z današnjo ljubeznijo. Mi vemo, da so, to smo se pri profesorju Borisu Anovaku učili, da so trubaduri vzpostavili koncept ljubezni, kakršnega poznamo danes. Tako pa pri Minezangu, je to podoben koncept spet? In kakšna sploh ljubezen, pa kako se je ljubezen v tistem času, v Dark Agesu, ne? Jaz mislim, da je ljubezen ena sama in da je v vseh časih enaka, ne? Kako pa to besedimo potem v literaturi, to je pa potem drugače. In nemški Minezang je
večplasten. Imamo ena vrsta ljubezni, ki jo Nemci ponujajo poemine, visoka ljubezen, kjer imamo viteza, pesnika, ki obožuje svojo damo, to je ponavadi žena njegovega feudnega gospoda ali neka plemkinja. In ta je a priori in najlepša in najboljša in jo kot tako tudi opisuje. In bistven element te frauve, to je gospodarica, to ni frau, kot jo imamo danes, beseda se je spremenila oziroma pomen se je spremenil, je, da je neosvojljiva. In v bistvu on ve vnaprej, to je nek paradoks, da je ne bo mogel usvojiti, ampak ravno v tem je čar, da je ne bo mogel usvojiti. To je tako imenovana hohe mine. In potem imamo nidere mine, nizko ljubezen, kjer ne gre več za to neko platonsko ljubezen, ampak se pesnik obrača do deklice iz ljudstva, kar se meni pa zdi zelo lepo, da ne gre do nje, da bi dobil čutno ljubezen, ampak to deklico povzdigne k sebi. Se pravi, ne gre za to, da bi se on še bolj ponižal do nje, ampak žensko dvigne k sebi. Walter von der Vogelweide, do njega bova še prišla, je to seveda najlepše združil, ker imamo pa tudi sicer nidere mine, to je nizka ljubezen, ki opisuje kmečke navade, kako grejo na ples, to so velikokrat plesne pesmi. Kar pa je razlika od ljudske poezije ali pa do neke Carmine Burane ali neke take bolj, kako bi rekla, vulgarne pesmi, da je ciljna publika, recipient, je pa še vedno dvor. To so pesmi za dvorjane, ne pa za rajo. Ne? In to je minezengerska pesem. Ni za vsakogar. Za elito. Za elito. Okay. Čeprav ste deloma že omenili tukaj, ampak kakšni so pa v bistvu te srednjeveški moški, ne? In kakšen je ideal srednjeveškega moškega in tudi dame, ki ste že nekaj o njej govorili? Ja, srednjeveški ideal srednjeveškega moškega je seveda vitez. In vitezi so tisti, ki prevzamejo v roke, kako bi rekla, literaturo. Prej se je literatura dogajala v samostanih, v cerkvenih krogih, potem pa prizorišče dogajanja ni več neka cerkvena inštitucija, ampak je to posvetni dvor. In tam so vitezi, tam so kralji, cesar, tudi cesar je pesnik. In ti vitezi morajo imeti določene atribute. Mora služiti svojemu feudnemu gospodu, zdaj cesar nima nekoga nad sabo razen papeža, mora služiti gospe in mora služiti Bogu. In služiti mora vsem trem. Ni dovolj, da mi služimo samo gospe, da si ti doma in ne greš nikamor in zaljubljen. To ni v redu. Ti moraš iti na križarske vojne, si v službi Boga, moraš iti na pohode s svojim feudnim gospodom in istočasno moraš še služiti svoji gospe pa in napisati kakšno pesem, ali pa jo daš napisati. Ne? Tako da ta moški je bil zelo zaposlen, ta vitez, ampak da si ti do tega prišel, da si postal vitez, je seveda pa zahtevalo dolgotrajno vzgojo od malih nog, kot bi rekli Angleži, from your little legs. Pa tudi nemško so morali dobro znati, ne? Načeloma so znali nemško, ja, in tudi latinsko so se učili, ampak ni nujno, da so pa, mislim, ti, ki so pisali, seveda so znali nemško. Nekateri so znali tudi kakšne stavke v slovenščini. Res? Ja. Lahko kaj poveste več o tem? Oswald von Wolkenstein, čeprav tukaj nimamo slovenske pesmi, ki je govoril pa več jezikov. Ne? Potem so tudi kakšni cesarji, naprimer Friderik II., najpomembnejši cesar srednjega veka, to je bil vnuk Friderika Barbarose, če vam to kaj pove. On je govoril 8 jezikov, od sicilijanščine, od latinščine, nemščina še najslabš, pa nemški cesar je bil. No, on ni znal slovensko, arabsko, ne, tako da... Zdaj, če se z koncepta ljubezni premakne še, kaj pa z erotiko? Erotika, kot sem rekla, prej je bila prisotna v tej nidere mine, nizka ljubezen. Ne? Nekateri so pa tako lepo vključevali tudi neke erotične slike v svoje pesmi, da težko govorimo, da gre za nizko ljubezen. Ta erotika je pogosto prisotna pri svitanicah. Svitanica, vsi, ki ste hodili na primerjalno književnost, veste, da je to pesem Alba, ne, pri Trubadurih. Gre za jutranjo situacijo, ko se zgodita ljubimec in ljubimka in potem nastane težava, kako bo za en prišel domov, ne da bi ga opazili, ker bi izgubil ugled.
ker ponavadi je šlo za prepovedano ljubezen. Kdo pa še gre zjutraj od žene stran, razen če gre na golf, kot moj mož, na primer, ne? Sicer so vsi, torej ostaneš pri ljubici, a ne? Ampak, zdaj sem se pozgubila, ko sem na moža pomislila. No, ampak v takih pesmih je zagotovo tudi nek pridih erotike. Potem je pri kakšni pesmi imamo kakšne verze o pomečkani travi, ker vemo, da ni nekdo teptal travo, da bi potem igral golf, ampak je trava poteptana od nečesa, kar se je prej dogajalo. Lahko preberemo eno tako pesem, na primer. Ja, prosim. Pa lahko tudi v izvirniku mogoče slišimo? Lahko. Evo, danes je poseben dan, če še niste slišali Mittelhochdeutsch, boste danes slišali, kako je to zvenelo pred 800 do 1000 leti. Takrat ni bilo ozvočeno, so se morali veliko bolj potruditi za akustiko. To je pesem Heinricha von Morungena iz turingijske rodbine Ministerialov in te trubadurske pesmi se pogosto začnejo, ker to so vitezi so žalostni, ko morajo zapustiti svojo ljubo, se pogosto začnejo z besedo away. In to sem prevedla, z gorje. Ampak ta away je pogosto, mislim ne pogosto, ampak jo najdemo tudi v slovenskih pravljicah, awbe, to tudi gorje, ne, nekaj slabega je. Bom najprej srednje visoko nemško. Ja. Away soll aber mir jammer mehr, geljuchten durch die Nacht, noch wieser dan ein Schnee. Ihr Lip will wohl geslacht. Der trug die Augen min ich wande, es sollte sie des Lichten mannen schien. Do taget es. O weh, soll aber jemmer mehr den Morgen hier betagen, als uns die Nacht enge, dass wir nicht dürfen klagen. O weh, nun ist es Tag, als mit Klage pflag, do Jungen wie mir lag, do taget es. O weh, sie küsste eine Zahl in dem Schlafe mich, do fielen Hinzetal ihr Träne nieder sich. Jedoch getroste ich sie, dass sie ihr Weinen lieh und mich allum bewie. Do taget es. O weh, dass so dicke sich bei mir ersehen hat. Als entdachte mich, so wollte sunder Wort mich Armen schauen bloß. Es war ein Wunder groß, das in des mir verdroß. Do taget es. Zdaj, če ne bi, ja. Če nimamo kakšnega prostovoljca, ki bi prevajal, predlagam, da gremo še v slovenščino. No, in slovenska, torej gre za dvogovor moškega in ženske. Gorje bom mogel spet uzreti popolno nje telo, ki bolj kot sneg se sveti in sije skozi temo. Tako me preslepi, ko gledam ga v temi, da luno vidim v njej. Zasvita se. Gorje, mi bode enkrat dano, da tu se bo zbudil in zgodaj zjutraj rano ne bo spregovoril, gorje se že da ni, tako moj ljubi toženi, kadar z mano tu prespi. Zasvita se. Gorje, poljubo mi je dala, ko sam sem spal sladko in nežno zajokala nad moje telo. Ko vanjo se zazrem in solze z lic utrem, mi podari objem. Zasvita se. Gorje, do mojih se očeh je zgubljal spet in v mesečnih nočeh od golote ves prevzet, gleda moje grudi. To zares me čudi, sploh se ne utrudi. Zasvita se. Mogoče zdaj, ko smo se lotili prevoda, bi se vrnil mogoče srednjega veka na samo knjigo, ne. Kako je prišlo do tega projekta? Kako ste se odločili, da boste prevajali srednje visoko nemščino v sklopu česa? To nam boste lahko zdaj povedali. Ja. Imamo danes zelo veselo novico, ne? Če smem pohvaliti uradno nagrado Prometej za komunikacijo pri Evropski noči raziskovalcev. In to skupaj s Sašatom Jeršetom, dva sva. Čestitke. Kako je prišlo do tega projekta in kje se je začelo? Jaz se spomnim, da sem pred 3-4 leti, zagotovo pred Covidom, enkrat z Borisom A. Novakom, mojim vzorom, šla na kavo v Le Petit Café in sem mu pokazala 2-3 pesmi in potem je tisto pogledal in je rekel brez pripomb.
Prevod je tak, kot mora biti. In potem sem nekako dobila veselje, mogoče bi pa kdaj to kaj naredila. Potem se je pa ponudila priložnost pri letošnji noči raziskovalcev, ki se nekako ukvarja s temo človek žival in sem hotela ugotoviti, katere so pa te srednjeveške pesmi, ker srednjevek mi je blizu, ki imajo v sebi žival. In potem se je pokazalo, da je teh pesmi ogromno, da prednjači seveda sokol, ki mi je itak zelo lepa ptica. In potem sem začela najprej prevajati pesmi, ki so imele živali, torej, ki so vključevale živali, in potem sem si pa rekla, ne moram pregledati pa ostalih dobrih pesnikov, ker Walter je imel tukaj samo Slavčka. Tako velik pesem pa nima sokola in sem rekla, moram Walterja dati na vsak način zraven. In potem sem nekako zbrala 12 starih mojstrov, ki so jih kasneje označili za mojstrske mimezenglerje, pa še nekatere druge. In seveda prvo ljubezensko nemško srednjeveško pesem, ki smo se učili prvo uro pri profesorju Janku in je ostalo v spominu vsem, in če jo zdaj povem, se boste vsi spomnili, seveda. A jo povem? Prosim. Gre za neznanega avtorja oziroma neznano avtorico. Ne vemo, kdo je pisal komu. Je to neka nuna pisala menihu, je kdo menih pisal nuni, ne vemo. V srednje visoke nemščini je pesnica zelo enostavna. Du bist min, ich bin din. Der soll du gewiss sein. Du bist beschlossen in meinem Herzen, verloren ist das Schlüsselin, du musst auch immer darin sein. In potem sem najprej prevedla pesem iz sebe, kot da ženska piše moškemu. Tako sem jo brala in se mi zdi prav, da v vsaki pesmi vidimo sebe. Potem sem se pa vprašala, s kakšno pravico jaz definiram, da je ta, ki je pisal ženska, in ta, ki je recipient moški. Zato sem pesem prevedla v 4 variantah, tako da ženska piše moškemu, moški piše ženski, ženska ženski ali pa moški moškemu. Kajti nemščina dopušča vse to, ne dopušča pa dej, ker je du bist min, ich bin din. Tako da imamo 4 variante in bo kar vse prebrala. Ti si moj in jaz sem tvoja, to je zdaj gotovo. V srcu mojem si zaklenjen, ključek zdaj je izgubljen, zavedno moraš biti v njem. In druga. Ti si moja, jaz sem tvoj. To je zdaj gotovo, joj, zaklenjena si v mojem srcu, ključek zdaj je izgubljen, zavedno moraš biti v njem. In tretja. Ti si moj in jaz sem tvoj. To je zdaj gotovo, joj, v srcu mojem si zaklenjen, ključek zdaj je izgubljen, zavedno moraš biti v njem. In ti si moja, jaz sem tvoja, to je zdaj gotovo. Zaklenjena si v mojem srcu, ključek zdaj je izgubljen, zavedno moraš biti v njem. Tako. Če vas malo izovem kot prevajalko, nekako blizu sta si v bistvu srednja visoka nemščina in slovenščina? Sploh ne. Okay. Tako kot FDV pa FF. Že v 50-ih letih smo imeli nekatere prevode Walterja von der Vogelweide, in sicer Dušan Ludwig je prevedel njegovo zelo lepo pesem Na kamnu sam sede, ki je še danes aktualna, in obenem zapisal, da je nemški vers tako narejen, da se ga ne da prevesti v slovenščino lepo. In res je, pri nemški srednjeveški liriki je vers tako zasnovan, da imamo določeno število poudarjenih zlogov, potem je pa poljubno število nepoudarjenih zlogov. Zdaj pa prevaj. No, ampak, in veliko imajo tudi moške rime, ampak nekako mi je uspelo. Tako da... To je to. Tudi Nibelunška kitica se da, naprimer, prevesti v slovenščino. Bom še to prebrala. Prosim. To je pa zelo lepa pesem Kürenberškega. Imenujemo pesem o sokolu, čeprav ponavadi v srednjeveški liriki damo, kar naslovov ni, seveda tam so pisali pesem pod pesem, papirja ni bilo, in potem pesem naslovimo tako, da navedemo prvo vrstico. In to je pesem Ich zoch mir einen Falken, ena najlepših pesmic, napisana v Nibelunški kitici, zato nekateri menijo, da je Kürenberški morda tudi
avtor pesmi o Nibelungih, nemškega nacionalnega epa. Pesem gre pa takole. Sem vzgajala sokola več kot leto dni, ko sem ga ukrotila, kot mi srce želi, ozaljšala sem perje, zlato pripela mu k nogam, povzpel se je visoko in poletel drugam. Zdaj gledam spet sokola, kako leteti zna. Nožice mu krasita trakova židana in perje rdeče se bleščimo, kot se blešči zlato. Bog združi naj ljubimca, ki se ljubita srčno. Pri teh pesmih o sokolu, ki jih je veliko v nemški srednjeveški liriki, moramo seveda sokola vedno gledati v prenesenem pomenu. Redko kdaj gre za kakšno pesem, kjer kakšen moški pravi, letel bi kot sokol, pa tako, da se malo duva, ne? Ampak načeloma je pa sokol vedno vitez. Kajti sokol je imel približno enako vzrejo, kot so jo potrebovali vitezi. Sokol je plenilska ptica, agresivna ptica, ki napade orle, če je treba, se ne boji ničesar in nikogar. In ta atribut naj bi imel tudi vitez. Vitez se ne sme bati močnejšega sovražnika. Kaj je potem še pomembno? Že od rane mladosti je treba sokola vzgajati, da postane tak, kot ga želimo, da je ukročen. A ne, vzgajala sem sokola, taj samo 1 leto, ampak načeloma ga več moraš. In tudi viteza je bilo potrebno vzgajati več let, da je postal vitez. Že 7 leti je moral znatjahati, so ga poslali za oprodo in torej vitez je bil deležen načrtne vzgoje, tako kot sokol. In potem seveda sokol gre, ampak če je dobro vzrejen, torej, če je vzreja dobra, potem se vrne. Enako vitez. Vitez mora iti stran od gospe. Ne mora kar čepeti na gradu, pa biti neproduktiven. Ampak, če gre za pravo ljubezen, potem se bo tudi vrnil, če ga je dobro vzgojila. Tako da tukaj je veliko nekih paralel. Pa tako kot vaši študenti, ne? V bistvu smo zelo lepo vzgojeni, pa se pa vrnemo. Pa se pa vračajo takole, ne? Ja, ovej. No, ampak ta sokol je res zelo, zelo lepa prispodoba za viteza. In teh pesmi o sokolu je še nekaj, pa bi še eno... Sem čakala, da vprašaš, ja. In sicer je tole pesem Dietmarja von Aista, imenuje se Es stond ein Frauwe alleine, kar sem prevedla, gospa vsa samcata je stala. Zdaj pa zaprite oči, pa si predstavljate to gospo. Gospa vsa samcata je stala, čez resave je pregledovala, zaljubim je pogled uprla, sokola v letu je uzrla. Dobro tebi je, ah, sokol moj, lahko letiš, ves svet je tvoj. Poiščeš v gozdu, ah, lahko med mnogimi najlepše si drevo. Jaz enako sem ravnala, sama sem si ljubega izbrala. Ob njem oči so se zalesketale, zavidajo mi lepotice zale. Zakaj ljubezni moje ne pusti? Saj sama nočem njihovih gorje. Ovej se konča. To pesem sem pa izbrala zato, ker je zelo pomembno sporočilo pesmi. Tukaj se ženska primerja s sokolom, ki si sam izbira gospodarja, gnezdo, drevo, karkoli. Ona je prepričana, da si je sama ljubega izbrala. Vemo, da je to v srednjeveški družbi nemogoče. Še zdaj je težko, mama ti izbere moža in to je to. Ne? Ampak takrat ne res, to je, se mi zdi tanko sporočilo, sama sem si ljubega izbrala in to celo je zapisano, čeprav vemo, da je to nemogoče. In tukaj vidim tako močan element, da nikoli ne smemo nehati želeti. Tudi če vemo, da je vse nemogoče, ostane pa želja in nekoč se bo pa uresničila. In potem bom še eno o sokolu prebrala, potem bomo pa kakšno drugo, a ne boš pa še kaj vprašal. Spet smo pri ženski, je pravila gospa. Je pravila gospa, moj sokol odletel je v dežele daleč proč. To me plaši, njega, veselje moje, zdaj tujec vzgaja, kot jaz sem ga nekoč. Okove najne zvestobe zrahljala sem preveč, prepozno, kot kopriva pečejo tegobe, v srcu vse je preč. In vendar upam, da se vrne k meni od tam, kjer zdaj leti.
ko glas utihne in perje se mu zlomi v zasneženi noči in ko zima mu grozi. Obdobje lova mine in zadnji listi padejo na tla, takrat polete v moje pobližine, saj le tukaj je doma. Ah, kot drugo ptico ne sokola bi imela, ki manj hitra bi bila, zavedno v srcu mojem bi sedela. Riba z dna morja, kdo od nas jo oceni, ako v past ne ujame se? Saj ptica v zraku nič mi ne pomeni, tudi plemenita ne. Sama knjiga, jaz sem imel priliko prebrati, še preden je šla, fenomenalna. Dve odlični recenziji ste dobili od profesorice doktorice Nataše Golob in profesorja doktorja Borisa Novaka. Res čestitke. To sta dve res veliki avtoriteti. Ja, največji. Ko že zadnjič nanesla besedo, kako zelo je pomembno za kogarkoli, ki prevaja, da pozna delo Borisa Novaka. In ker imam tudi rada germansko mitologijo, sem rekla, da bi on moral biti die jüngste Edda. Zdaj vsi primerjalci veste na Edda kot, to je Snorri Sturluson slovenski, Snorri, ki je napisal navodila za skalde, kako naj pesnijo, in beremo Borisove knjige in potem je vse enostavno. Snorri je tudi sem pisal Snorri. Bravo. Ampak ta knjiga v bistvu prečudovita je tudi estetsko. No, estetsko, tukaj bi se pa zelo rada zahvalila mojemu, kako bi rekla to, l'artiste de maison. To je pa Rok Rowdy, ki vse moje knjige, ki so, oblikuje Rok, prosim, da vstaneš, da ti zaploskajo. Ja, ne omenjam, da ste tudi med korona. Ja, notranjost pa Jure Preglav. On naredi vse, kar si ženska zmisel. Res zahtevno delo in vse pripombe in vse želje moje, ki mi je moral slediti, to ni enostavno. To tudi več ljudi ve. Ampak zdaj, ko je ta knjiga zunaj, v bistvu ni še konec te zgodbe. Septembra je še en dogodek v povezavi s to knjigo, pa vas prosim, da malo poveste, ker se mi zdi res vznemirljivo to najaviti že zdaj, da si rezervirate datum. Ja, ampak preden to povem, moram še nekaj drugega. Minezang je performance, to je umetnost, ki se poje. In tukaj ste vi zdaj samo slišali, jaz nisem pela, ampak brala poezijo. In za Minezang žal nimamo not. Trubadurskih not se je nekaj ohranilo, nekaj napevov. Pri Minezangu samo zelo pozno neki epigoni imajo note. In ker ni not, smo se jih zmislili. To pa je filozofska fakulteta, kreativnost. In tako sta Jani Kovačič in Aldo Kumar vsako v svoji maniri uglasbila večino pesmi. In ker smo na germanistiki zelo kreativni in nadarjeni, imamo tudi Nito Pahor, ki je igrana nikkelharpo, na švedsko glasbilo, ampak smo v germanskem okolju. Imamo tudi lutnje in tako bo 13. septembra po zaslugi Janita Kovačiča in Alda Kumarja ta poezija tudi zaživela. Zapela jo bo pa naša Marjana Benčina, prav tako nekdaj z germanistike, zdaj na SAZU. In že sedaj vas vabim na koncert v Mestni muzej. Marjana, tamle prosim. Anita pa tukaj sedi. Mita, nikkelharpa. Tako da germanistika je zelo razpredena kot neka metastaza po vsej filozofski fakulteti v dobrem smislu. In torej 13. septembra ob 19. uri v Mestnem muzeju, tukaj pri Križankah, koncert Minezanga. Upamo, da dobimo tudi sokolarje. Za hrano in pijačo je že poskrbljeno. Čisto za zaključek še eno vprašanje. Zdaj te korone, napisali ste tudi knjigo Svet kot iz škatlice vzet, ki je razprodana. Jaz sem jo bral, je res izvrstna, če še niste, zamujate. Zdaj je šla ta antologija nemške srednjeveške lirike. Kaj je naslednji projekt? Naslednji projekt je pa Babica. Babica? Wow! Bravo. Lahko en aplavz za Babico.
V literarnem smislu pa naslednji projekt je urejanje zbornika Človek žival, zopet projekt Evropske noči raziskovalcev. In potem Walter je moj najljubši pesnik vseh pesnikov in se mi zdi, da manjka neka monografija o Walterju, ki je vse do Goethe veljal za največjega pesnika, pa mogoče ste zanj prvi slišali, zanj Walter von der Vogelweide. Še vedno aktualen pesnik s svojimi političnimi pesmimi, z ljubezenskimi pesmimi in rada bi prevedla Walterjev opus in napisala še zraven kaj o njem. Naslednje leto se srečamo, pa? Ne, tako hitro pa ne bo šlo, ker mora Boris še vse pregledati. Ja, v redu, najlepša hvala za pogovor. Na koncu so pripravili še par srednjeveških hitov, glasbenih in predlagam, da se še malo podružimo tukaj. To pa zdaj Simon lahko spusti. Ja. Mislim, če ne boste vedeli, katera pesem je, pesem bo srednjeveška izvedba, vendar bo Barbie Girl pa take. Obstajajo res zanimivi kanali, sploh če vas medievalistika zanima, kako se dobro glasbo igra. Sicer pa vabljeni na prekmursko gibanico in na francoski šampanjc, tako bomo povezali Trubadurje, Francijo in Murska Sobota je bila tudi del rimsko-nemškega cesarstva in čeprav gibanica ni z Murske Sobote, tam je ne delamo, Ravensko ne dela, samo Dolinsko, tam proti Lendavi delajo, tam je Miško Kranjec. Sam tam pa niso imeli maka, poreha pa tudi niso delali. Ker je bila revščina, ne? Zato, joj. Najlepša hvala. Hvala tudi tebi, Rok. Rok je bil tipičen študent primerjalne književnosti, ki je vedno nekaj spraševal. A Simon, zdaj pa si tukaj. In spraševal je pametne stvari, zato mi je že takrat padal v oko. In še zdaj imamo neto. Pri vsakem uspešnem moškem je v zadnji pri njej sem pa jaz v zadnji. Svaka krestilo Vsi, ki bi želeli, Vsi, ki bi želeli imeti knjigo tudi doma in prebirati lepo, visoko poezijo s pridihom erotike, si jo lahko, torej knjigo lahko dobite danes, mi smo filozofska fakulteta, računov še nimamo, zaupamo ljudem, knjigo dobite, pustite naslov in vam pošljemo položnico. Tako.